tale plodič je tako ali tako že zakrnel, tega le odrežemo in ostane v bistvu samo en plod na tem delu, ki bo dobro prehranjen. Prav tako odstranimo še tegale, ker je preveč plodov na kupu in pa še tukaj zadaj. Takole. In to je zdaj primerno razporejeni plodovi na tej vejci. Tukaj imamo sedaj to vejo, kjer vidimo lepo razporejene plodove. Tukaj imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plodov, kar je za takole močno vejo ravno optimalno. Pri tej sorti, ki je zgodna, kjer plodovi ne bodo ravno predebeli, ti bodo dobro prehranjeni in primerno razviti. Tako, če bo ostalo dovolj hrane, ko bomo porečili, se bo iz teh brstov, ki so na tem kratkem rodnem lesu, se bodo razvili cvetni brsti, ki bodo naslednje leto rodili. V takšnem primeru, kot ga vidimo tukaj, so 4 plodovi absolutno preveč in moramo 3 odstraniti. Na prvi pogled se nam zdi, da je na tej veji dovolj razrečeno, tukaj je bilo rečenje samostojno, vendar bomo vseeno odstranili še tale 2 ploda. Tako da sedaj pa bo za to vejico primerno in tukaj tudi vidimo brst, ki se bo potem za naslednje leto razvil v cvetnega. Paziti moramo, da ko rečemo, da se nam ne odlomi cel brst z obemi plodovi, ker v tem primeru smo pa seveda naredili škodo. Zato je dostikrat boljše, da uporabljamo škarje. Letošnje leto je bilo cvetenje izjemno zgodaj in čeprav je prišlo do oplodne, je potem en poznejši mraz poškodoval že oplojene plodiče in zaradi tega imamo tele venčke poškodovanega in v tem primeru žal se plodovi ne bodo razvili, zato jih je boljše odstraniti, da bo ostalo dovolj hrane za nove cvetne brste za naslednje leto. Vsi taki plodovi se ne bodo razvili in zato je brez veze, da so na drevesu. Kadarkoli gremo v nasad, vedno nosimo s seboj škarje, ker je včasih treba kakšen poganjek ali kakšno vejo odstraniti, mogoče se kakšna preveč pripogiba navzdol, ali pa takle primer bohotivke, ki je na tem mestu pognala, to odstranimo, ker nam tudi senči notranjost krošnje, kjer je kar precej plodov, ki so potem osenčeni in jih moramo seveda tudi razrečiti, da so potem dobro prehranjeni in dobro razviti. Poganke oziroma veje, ki se preveč pripognejo do tal, posebno če imajo plodove, ti plodovi pridejo lahko v travo oziroma je prenizka, da bi lahko pod drevesom obdelovali, zato tudi takšne preveč navzdol viseče veje lahko med letom že odstranimo.